Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni po kolikih epizodah? Po dveh? Treh. Atena, Neja, pa še komiki prejšnji teden. Torej, po 3 epizodah lepo pozdravljeni ponovno nazaj v klasični obliki v KMŠovu. Mimogrede, ko smo že pri prejšnjih epizodah, ne pozabiti si obvezno pogledati res enega zelo zanimivega tok KMŠova, ki je bil izdan prejšnji teden. Lučka je gostila 3 zelo zanimive komike, Aleša Novaka, Sašo Stareta in pa Uroša Kuzmana. Tako da res smešno, prijetno za pogledati, predvsem pa nas veseli to, da je kultura končno nazaj. Pa to, da sem bila jaz v glavni vlogi. Se bo čutila potem, da se mi odstopo to mesto, da lahko jih ona korigira. Absolutno. Ja, nič, in ker predava besedo Lučki in Matiasu, da malo poveta, kaj se dogaja v prihodnjih dnevih oziroma tednih. Tako da Matias in Lučka. Lahko. Lučka in Matias, najlepša hvala. Se pravi, dobrodošli v infokanalu. Predtem pa pomembno obvestilo. Od 18.6. je Pisarna uradno na počitnicah, vidimo se ponovno septembra, ampak brez skrbi, če imaš še vedno študijsko gradivo, ki ga je treba sfotokopirati, pošlji nam ga na infomail, najdeš ga spodaj v opisu videa, pa bomo porihtali. Vse zihtamo. Tako, mi pa se kar selimo na KMŠ Oder. Uživajte. KMŠ Oder? Uživajte. Festival Lent in KMŠ Oder, lepo pozdravljeni. Mi dva sva danes tukaj za vas duo Divja mačka. In danes imamo za vas prav posebno pesem. Smo? 3, 4 zdaj. Pridi letos na KMŠ Oder, kjer se bo pelo in bo veselo. KMŠ Oder od 25. junija do 3. julija. Sion Dravska. Se vidimo. A ja, pa zastojn bo. Zdaj pa glede aktualnih novic. Marsikaj se dogaja, trenutno smo v 3. izpitnem obdobju nadaljavo oziroma prilagojenem hibridnem modelu izpitnega obdobja. Zagotovo upava, da ste uspešno začeli in boste uspešno tudi končali. Ampak danes bova govorila o nečemer drugem. Aktualna novica, o kateri bova danes govorila, se v bistvu tiče tujih študentov. Torej, pred kratkim so spremenili zakon o tujcih in valjda si najprej mislimo, se to pač na študente se v bistvu to bolj kot da ne tiče, ampak se nas tiče, ker namreč v Sloveniji študira nekaj več kot 7.000 tujih študentov in več kot 5.000 teh je iz držav, ki niso del Evropske unije. In torej pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o tujcih, ki se torej dotika študentov, ki redno študirajo torej v vseh univerzitetnih mestih v Sloveniji. In v bistvu do sedaj je veljalo, da lahko začasno prebivališče pridobijo tako, da jim starši oziroma skrbniki zgolj podajo neko pisno potrdilo, ki pač potrjuje, da jih bodo tekom študijskega leta oziroma študija, torej jim bodo pošiljali denar oziroma jih bodo priskrbevali. Z novim zakonom so pa v bistvu spremenili to, da morajo pred začetkom študijskega leta vsi študenti, ki torej prihajajo iz držav, ki niso del Evropske unije, imeti na svojem bančnem računu neko dokazilo, torej da si sam finančno sposoben in to dokazilo bi naj bilo torej za celo leto vnaprej in sicer vrednost neke minimalne študentskega mesečnega prihodka, kar je vse skupaj 5.000 evrov. In zdaj se vprašamo, to je čez manj kot 4 mesece. Torej, čez manj kot 4 mesece je od študentov, ki prihajajo od drugod iz tujih držav, torej je od njih pričakovano, če želite priti k nam študirati, ok, lahko, sam na svojem računu morate imeti 5 jurjev. Če pa ne, pa vas nočemo, hvala. Tako kot je omenila Lučka, bojimo se vsi, se pravi, celotna študentska organizacija Slovenije, tako kot tudi mi, ki smo na nek način vsaj se malo zavedamo te problematike, se bojimo tega, da se bodo preprosto tuji študenti ustrašili študiranja pri nas v Sloveniji. In to, osebno moje mnenje je, in tudi med drugim mnenje rektorja Univerze v Mariboru, da je to en zelo velik minus nasploh za vsako univerzitetno mesto. Kajti ne nazadnje tuji študentje dajajo velik doprinos, velik dodatni plus vsaki fakulteti, na kateri so prisotni. Ne nazadnje fakulteta s tem dobi neko internacionalnost. Poleg tega so možne različne
povezovanje med študenti. Učimo se lahko drugega jezika za pomočjo druge kulture. Vsak izmed nas pozna nekoga. Tako, ki je od drugega. Zagotovo, če ne drugega, nekdo, ki sedi s tabo v predavalnici, mogoče sta si samo zdravo rekla, ampak veš, da je od drugod. In že nek drug pogled, neka druga perspektiva, že to, da nekdo prihaja od drugod, mogoče iz drugačne kulture, že to, da neko, tako si rekel, internacionalnost, ne samo faksu, kot tudi univerzi, kot na splošno Sloveniji. In zdi se mi tudi, da se učimo tudi biti strpni, tako kot je omenila Lučka, oziroma kot sem omenil prej, glede kultur. Učimo se in to ne nazadnje nas izboljšuje, s tem mi rastemo, se pravi, da se povezujemo z tujimi študenti. Seveda zdaj je konkretno govora o tujih študentih, ki nimajo, se pravi, ki so izven države Evropske unije, torej ne govorimo o Erasmus študentih, to naj samo razjasnimo. Medtem ko jaz osebno mislim, da je to, da se lahko tuji študenti, da se bodo res mogoče ustrašiti tega enostavno zaradi tega. Ne bodo si mogli privoščiti tega. Strah je ena stvar, ampak to, da pa mogoče, dajmo primer, mogoče naš sorojenca, ki bi prav tako si želel študirati v Sloveniji, ne? Pa enkrat je ta znesek dvakraten, pa že enkraten ni tak mali, ne? No, skratka, mislim, da smo vam mi dva z Lučko dovolj obrazložila, kje je danes oziroma o katerem problemu se bomo danes pogovarjali. Mislim pa, da vseeno najboljša izkušnja je pa tista, ki je z prve roke. In zato bi rad tudi danes na oder, pred mikrofone, povabil dva študenta oziroma najna sodelavca, dva tuja študenta, ki se iz prve roke neposredno soočata s tem problemom. In zato Hristina in Filip, vabljena pred mikrofon. Zdravo. Sva Hristina in Filip in sva tuja študenta iz Makedonije, absolventa medijske komunikacije na FERI v Mariboru. V bistvu sva kolega Lučki in Matiasu in danes so nam dovolili, da prevzamemo to vlogo in da povemo še naše mnenje in naše izkušnje in kako bomo v bistvu nadaljevali, če bomo sploh lahko nadaljevali naše življenje tu. Torej, amandmaj, ki je bil sprejet v marcu, ni bil čisto jasen. Na začetku zakona piše, da je za vse tuje študente, potem pa v nadaljevanju je napisano, da je to za tuje študente tretje države. Torej, jutri ena enota lahko razlikuje pravila vedenja od druge enote in tu se povzroči kaos. V bistvu smo mi imeli že taki zakon, ki je skrbel za našo finančno situacijo, lahko povem. Ja, da ne bi bili na tovarna država, torej da ne bi bili v noben slučaj na tovarna države Slovenije. Mi sami delamo tu, sami si plačamo najemnino, sami živimo, sami si plačamo stroške, delamo, plačamo davek. Točno tako. Če bi na kratko povedali, kaj je to vse naredilo, kaj je to ta sprememba v zakonu naredila v najino življenje, potem pa bi lahko povedali, da že razmišljamo, če bi nadaljevali z študiji v Sloveniji, ne? Ker kot vidimo, mi smo od vseh države v svetu izbrali Slovenijo, vendar povsem pa zgleda, da Slovenija ni izbrala nas. In zakaj to govorim? Zato, ker v naslednjih 4 mesece ni izvodljivo, torej da jaz imam tote 5000 evra. Zdaj vprašanje je, zakaj se je sploh zakon spremenil? Komu ta zakon služi in zakaj nobena študentska organizacija prav ni bila vključena? Ja, to je najbolj zanimivo, da se gre o študentih, vendar pa nobena študentska organizacija ni bila vključena. Študenti sploh niso bili vprašani, naenkrat je samo bil novi zakon. Še nekaj, kaj bi mogoče želeli omeniti, so ostale študente, ki imajo podobne zgodbe kot midva, pa da smo se združili v skupino na Facebook tuje študente, katera skrbi, da vse študente izrazijo svoje mnenja, pa povejo svoje zgodbe, da noben ne ostane tiho, pa da ne se počuti kot da nima pravica do govora, da mu je to skrajšano. Zato vse tuje študente pozivamo, da se priključijo k tej skupini. Ja, pa lahko tudi spodaj komentirate kakšno vašo izkušnjo. Vemo, da bo peticija glede tega, tudi Univerza v Mariboru totalno podpira to peticijo. Nekateri fakulteti kot Ekonomska fakulteta v Ljubljani, se mi zdi, pa še nekateri fakulteti v Sloveniji tudi to peticijo podpirajo. Tako da prosimo vse študente, ne samo tuje študente, da ko bo peticija, si vzamete 15 sekund pa to podpišete. Se gre o naše življenje, se gre o naša prihodnost in si zamislite, da
čez 4 meseci vi že ne morete živeti tam, ko ste bili do zdaj. Res je tudi psihično težko in probamo pač nekako rešiti to situacijo. Ja, upajmo, da bomo, ne? Ja. Tako da hvala Lučka in Matias, da sta nam povabila tu na oder za mikrofone, pred kamere, da bi malo tudi mi počutili, kak je tu. Zdaj gremo nazaj delati, ne? Ja. Ide gas. No, najlepša hvala Filip in Hristina, da sta prišla in iz prve roke povedala, kako ta situacija vpliva na življenje tujih študentov in pa seveda še enkrat vas pozivamo, da ko bo peticija, da si vzamete teh 15 sekund in jo podpišete. Tako, in v bistvu s tem podprete vse tuje študente v Sloveniji. Ja, nič, zdaj pa ne smemo pozabiti. Lajkajte tega videa. Ja, preden se še čisto poslovita, ne, pa še vam zavajamo vprašanje. Spet. Kaj je vajno najbolj pijano sporočilo oziroma pijan klic, ki ste ga opravila, ko ste bila seveda pijana? Če se spomnim. Ja, moje je bilo po moje neberljivo. Jaz sem kar enih par poslala na lampiončkih, ne, o tem, da sem pri ograji in sem dobila nazaj Lučka, pri kateri ograji, vse okolje ograje in jaz nazaj, kaj si tale pri ograji? Ja. Lampiončki so kar. Lampiončki pri ograji. Lampiončki so ena taka specifika, kar se tiče pijanih sporočil pa klicev, ja, to sigurno je res. Jaz moram reči, da jaz ko nekaj spijem, imam ful nekak željo se pogovarjati tudi preko telefona z ljudmi, zato zelo težko rečem, zdaj, katera je bila taka najbolj ekstremna. Vem samo to, da potem vedno, ko te pa starš kliče, pa se pa delaš najbolj treznega na tem svetu, pa res paziš na vsako besedo, ki jo rečeš. Ne, je tak, veste to, ne, veš, nekak se smeji tam. Vsi vejo in zdaj, ko vete, ne pozabiti lajkati tega videa, se naročiti na naš kanal in pa stisniti na zvončka, da si vklopite obvestila in nič Matias bova rekla. Gledamo se ponovno v torek, do takrat pa ostanite zdravi, lepo se imejte in čim bolj uspešno na izpitih. Tako je. Ja. Se vidimo. KMŠov S4E4